še predstavil, ničkoga, Robert Sotler. Jaz izhajam iz zdravstvene fakultete, drugače pa sem približno 24 let bil zaposlen neposredno v zdravstvu in se še vedno nekako posredno vključujem v neposredno aktivno delo. Tako sem tudi bil prisoten v zdravstveni oskrbi migrantov v begunskem centru Dobova in Brežice. 7. člen Zakona o pacientovih pravicah določa, da ima vsak pacient pravico do enakopravne obravnave, ne glede na spol, raso, iz kje izhaja in prepričanje. 20. člen je dejansko, jaz sem vzel ta stavek, da je treba pacientu pojasniti v neposrednem stiku, kaj se bo z njim dogajalo, da pacient poda soglasje k temu posegu. V teh zanimivih predavanjih se mi je porodilo še čuda idej, čuda mojih flešov iz prakse, ki bi lahko cel popoldan razlagal, pa žal je tudi moj čas omejen. Predstavimo bom primer arabskega državljana, ki je prišel v eno od bolnišnic 29. januarja. Te slike prikazujem z njegovim pristankom, ne me pomote. Če vidite tukaj, prišel je z eminentne bolnišnice v Turčiji. Ta gospod Mohamed se je boril, je borec, ampak ne islamske države, ampak on se je boril proti ekstremistom, vojak, redne vojske, ki se je boril proti ekstremistom. Bil ranjen, prestreljen prstni koš, Rafal mu je pretrgal hrbtenico, hrbtenjačo, tako da je od tukaj navzdol hrom. Poškodovana desna nadlaknica, dejansko so ga v eni eminentni turški bolnišnici. Niso obračali na desno stran, ker ga je ta zarastlina tega zloma zelo motila, bolela. In so ga obračali samo na levo stran. Tukaj vidite eno zelo veliko nekrozo. Končno pisi, tukaj na hrbtu pa zelo veliko preležanino, ker je večinoma ležal na hrbtu. Kar je pa mene zelo zmotilo, je pa tukaj na podplatu otiščanec oziroma globoka nekroza, ker je ta pacient ležal v lepi postelji, v lepi sobi z velikim LCD televizorjem in je njegova stopalo tiščalo v stranico postelje. To je dejansko, če govorimo o naši stroki zdravstvenega, je to najslabši odraz našega dela ali pa nekvalitetnega dela. No in s tem pacientom smo on je prišel v bolnišnico, vidite, da sem še jaz zraven, tam na levi strani, popolnoma negiben je bil. Na tisti prejšnji sliki ste videli celi kosi kože, umazane, odmrte kože, dejansko je bil tudi slabo higiensko obravnavan v tej bolnišnici. Mi smo ga skopali, oskrbeli rane in po 14 dnevi, ko je prišel malo k sebi, smo pričeli z njim izvajati določene aktivnosti, tukaj je konkretno fizioterapija. Ta pacient ni znal niti ene besede angleško, mi pa niti ene besede arabske. Nič nisem znal. Tukaj apeliram v tej priložnosti zdravstveni zavodi bolnišnice, ki se želite iti tržno dejavnost, ker vidite sem dolarje pa evre, morate imeti obvezno zagotovljeno prevajalsko službo. Ustrezne tolmače, ker drugače je to nekvalitetno delo. Mi smo zelo veliko časa zgubili, sem se osebno posvetil in takrat sem dojel, kaj pomeni pomen neverbalne komunikacije. Ker verbalno se nisem kaj mogla dosti meniti. Neverbalno pa zelo veliko. Zelo veliko. Na koncu je pomembno zaupanje. On je samo meni zaupal. In karkoli se je z njim dogajalo, operativni poseg sem mogel jaz poleg, drugače pa se to ni izvajalo. Zelo pomembno je zaupanje. In 18.2. je ta gospod že sedel samostojno na vozičku. Gospod ima 2 mala otroka.
dojenčka in 5 let staro hčerko. In zelo ljubečo družino, s katero smo se pogovarjali preko Viberja, Skype, ampak dejansko mi se z družino nismo razumeli, z njim sem se že sporazumeval preko gibov, neverbalne komunikacije. Z družinami smo pa samo tako Mija, to smo po varastvu pomeni odlično, Mohamed, Hod, in nekako smo se ujeli, ampak najboljša komunikacija je bila pa dejansko z neposrednim stikom s tem pacijentom. Ker smo se enkrat poskušali preko telefona pogovarjati, se nismo čisto nič razumeli. Uporabili smo, jaz sem se spomnil, se ne vem, ali je to mogoče že nekaj napisano, enostavno metodo. Dobili smo nekega prevajalca, dal sem ga na zvočnik, sem ga prosil, da simultano prevaja. Ker to so v bistvu pri izvajanju oskrbe in zdravstvene nege ali medicinske oskrbe, to so informacije, ki potrebujejo tolmača za minuto, 2, nič več. In nesmiselno, da te prihaja v bolnišnico, zgubi cel dan, treba ga je plačati, bolje je preko telefona. Zelo dobro funkcionira. Malo bi se še na te prostovoljce, ker tudi v okviru zdravstvene fakultete, naša zdravstvena fakulteta se je aktivno vključila v prostovoljstvo in pomoč humanitarnim nevladnim organizacijam in tudi zdravstvenim ekipam v teh imenovanih terenskih migrantskih ambulantah. In tukaj je v bistvu študent, ga je pozitivno presenetilo sodelovanje s prostovoljci, srečal je Madžare, Avstrijce, srečal je ljudi, s katerimi je navezal zelo dobre stike in prijateljuje in še bo šel. Se pravi, mu je bilo všeč družba, vsi so bili nekako enakih misli, z enakim poslanstvom in našli sebe. Tukaj je bila prostovoljka, ki so jo doma vsi, ki so jo poznali, odvračali od tega, da se pridruži prostovoljstvu, češ ne, se to so teroristi, pa ni treba, boš zbolela, ne vem, kakšni virusi, bakterije, kad skačajo po zraku. Tukaj v tem prostoru je ogromno virusov, bakterij, pa nobeno zaradi tega umora. In zaradi tega ljudskega izročila je bilo zelo strah, ampak želela si in povabila bo tudi tiste, ki so skeptični do sodelovanja kot prostovoljci. Prostovoljka z Belega centra Dobova apelira, da vsi, ki se zgražajo nad migranti in širijo nestrpnost, poziva, da se pridružijo prostovoljcem, da bodo dobili popolnoma drugačen vtis. Tisto, kar vidimo po medijih ali pa ko si to na terenu. No, tukaj pa, da ne bo vse lepo, je tudi en študent napisal, da je izgubil vsako sočutje in da so to pač za te ljudi smetnjaki ne obstajajo. Ampak v nadaljevanju pa je apeliral, da pa prosi, da pa le pridemo pomagati, da pa spet ni tako grdo, kot je on nam to vse skupaj pisal. Jaz sem sam povzetke naredil, ker to pismo je bilo 2 strani A4. Moje vtisi dela z migranti v migrantski ambulanti ali pa v... Tukaj meje niso tako strogo ločene. Tam si v migrantski ambulanti, ko pa pacientov ni greš pomagati, noben ti ne rabi reči, sam greš pomagati, deliti hrano, pijačo in druge zadeve, ki so potrebne. Prijaznost se vrača s prijaznostjo. Tako kot ste opisali o Afganistancih. Ja, če ne vedo, kaj se bo z njimi dogajalo, je zelo narobe. Zelo so prestrašeni. Ko sem jaz s policistko, ko sva šla in sva delila frutabela ploščice vsem otrokom, ki so čakali, je bilo 500 ljudi, samo otrokom, se je tisti ledeni zid zrušil med nami in ko so prihajali v ambulanto, smo se vsi poznali, vsi smo bili dobre volje in vsi so vedeli, da jim želimo pomagati. Policisti povzročijo včasih nehote, z maskami, z ščiti, z držo, aroganco, povzročijo nemir. Potem so te migrante v Bežnem centru vozili, ker niso imeli dovolj računalnikov na Obrežje, na mejo, na avtobus, na mejo, na registracijo, potem so jih pa zopet nazaj vozili.
v mrežo na prostem, v blatu, še dežvalo je takrat, najhujše je bilo pa takrat, ko so Hrvatje, se ste videli tisti posnetek, spustili 1500 ljudi čez drv in strn skozi reko, tisti je bilo pa najslabše. In kako se ti ljudje počutijo, kako bi se mi počutili, če bi nas takole porinili, pa pejte, čez polja. Ugotovil sem premalo tolmačev. Sej so tolmači. Pa dobiš tolmača za arabski jezik, potem pa pride Afganistanc, pa zmanjka, pa se ne moš nič zmeniti. Sirci se je lažje sporazumelo, zaradi tega, ker veliko Sircev zna angleško. Zelo dobro angleško govorijo. Ampak ni nujno, da vsi, ampak veliko njih pa vedno se kakšen najde v skupini, ki dobro govori. Nekateri migranti imajo vidne telesne okvare, pa tudi duševne, in ostale resne zdravstvene težave. Veliko je otrok, nosečnic, veliko je mlajših moških, tukaj morda sem se jaz malo zamislil, ker sem tudi veteran vojne za Slovenijo, pa sem bil ravno tako mlad, kot so ti, mlajši moški, pa ni nišče bežal iz Slovenije, ker če bi mi zbežali, bi v eni uri nas Jugoslovanska ljudska armada povozila. Ampak dejansko, če bi pa v taki vojni, če bi v Sloveniji vojna trajala dlje, pa vprašanje, če ne bi tudi mi držali. Otroci rojevajo otroke, to se moramo navaditi, da je tista starostna doba, ko rojevajo zelo na nizkem nivoju, se začne po dejansko tam 14-15 let. Izpostavljenost prenosov nalezljivih bolezni. Ne samo, da virusi, bakterije, ampak tudi med njimi, ko je nekdo bolan, je možno širjenje bolezni. Higiena. Glejte, če potujemo mi 2 meseca čez našo bivšo Jugoslavijo, pa odpravimo se dol proti Turčiji, pa da se nič ne umivamo, ker se nimamo možnosti umiti, kakšna bo naša higiena. So tudi ekonomske razlike velike. Nekdo ima telefon za 800-900 evrov, nekdo tudi nima telefona. Zdaj, kot sem bral v medijih, ja, so skozi na telefonih, a naša mladina, to so otroci, a naša mladina ni skozi na telefonih. Ko pogledam po fakulteti, pa vidim, več čas so na Facebooku, tudi med predavanji nekateri. Isti cilj je Nemčija. Mi smo jim poskušali, tako pojasnim, da v Nemčiji ne bo med in mleko, da se ne bo cedilo, da ne bodo službe, jih ne čakajo. Ja, zelo je to zavajajoče, Se Nemčija bo vzela tiste, ki jih potrebuje, druge bodo pa verjetno poslali nazaj, oziroma tudi k nam. Na kaj moramo biti pozorni? Nevarnosti. Niti en od prostovoljcev zdravstvenega osebja ni bil še poškodovan, pa je šlo čez Slovenijo 120 000 migrantov in več. Da bi bil poškodovan, da bi ga migrant napadel. Treba se zaščititi. Zaščititi treba pacijente. Jaz sem videl ambulanti, ko so z enimi rokovicami od enega do drugega, pa si niso zamenjali rokovic. Da sem opozoril, sem kot kolegica, prosim, da si menjate za vsaki pacijentom rokovice. Ker morate ščititi tudi njihovo zdravje in življenje. Ne samo sebe. Tole o spolu smo že, narodno je reči, ne vem, Afganistanki, ki ima obleko, zakrite dele telesa, zdaj se morate pa sleči, tam so pa odprta vrata ali pa šotor. Ločevanje družin je zelo narobe. Ko je gospa imela težave, nosečnica, pa smo jo odpeljali na oni strani mreže v ambulanto, pa je bila potem družina je hotela z njo. Družina pa ne vsega tako kot pri nas 3 do 4 člane, to je bilo kar 15 članov. Kaj pa z njimi? Treba je nekako pomisliti, da oni so prepotovali zelo dolgo pot, veseli so, da so ostali živi, zdaj jih pa mi tam ločujemo. Pravični red v čakalnici. Ko občutijo, da je pravični red, da rečeš, ti pa ti čakata, ti boš pa zdaj še malo zunaj počakal, ker čakalnica je zelo priročna, majhna, moraš počakati. In ko on vidi, se te dva sta šla, zdaj pa ti gresta pa naprej, potem je popolni meri zelo lahko obvladovati. Ali mi razumemo njih in smo razumljeni? To je zelo veliko vprašanje. Najslabša je ignoranca. Večina slovenskih bolnišnic je vključenih v različne akreditacijske presoje, ki pa med seboj niso primerljive.
razen če je isto akreditacijska hiša. So pa postavljali določene zahteve, kjer spada tudi področje zagotavljanja enakosti zdravstvene oskrbe za različne skupine prebivalstva. Eden od ključnih elementov je vzpostavitev razvoja kulturnih kompetenc zdravstvenega osebja. Ali je zdravstveni sistem organiziran tako, da lahko prepozna potrebe po kulturnih kompetencah ob zdravstveni obravnavi? Jaz odgovor vem, pa kljub temu bom naredil eno obsežno raziskavo skupaj z mojima mentoricama, ki sta tukaj, in o teh izsledkih bomo poročali, ko bo raziskava zaključena. Ali so res vsi teroristi? Nedavni dogodki v Parizu so pokazali v prvi fazi, da so bili teroristi domnevno iz vrst migrantov, zdaj so pa našli 3 osebe, ki imajo enak potni list in različne fotografije. Ja, možno je, da je tudi kakšen med njimi, ampak, veste, migranti so se zelo sočutno odzvali in ne z nekim ploskanjem, aplauziranjem, da je v Parizu toliko ljudi mrtvih. Ker vedo, da je zdaj v bistvu neka stigma, da prihaja, da odnosi bodo zagotovo slabši po tem terorističnem napadu. Ali so tudi oni teroristi, otroci, nič krivi? Ja, in tukaj imamo judovski, zelo miroljuben narod, ki so ga tisočletja zatirali in poskušali spraviti z tega zemljega obličja. Piko na i je dal Hitler, nacisti, potem so se odločili, ne, tega ne bomo več trpeli in postali so iz militaristov, oziroma iz pacifistov militaristov. In dejansko nasilje izvajajo nad Palestinci. Ker dolga tisočletja lahko spremeniš tiste otroke tudi v agresivne otroke. In na koncu, o medpoklicnem sodelovanju Barbara, zelo veliko se govori. Jaz v 25 letih v zdravstvu sem tako sporadično okusil to medpoklicno sodelovanje, tisto res iskreno. V migrantskih ambulantah je pa to, če hočete to doživeti, morate v migrantsko ambulanto. Ker tukaj smo pa vsi veliko, to so zdravnice, to smo mi trije iz fakultete, ta je prostovoljka, to je migrantka, ki nam je dovolila fotografiranje, in študentka medicine. Bili smo kot eden, zelo lepi vtisi in še bom šel v prostem času, ker me to zelo veseli, da je neko upanje za medpoklicno sodelovanje. Hvala lepa.